Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev so samo še 104 dnevi, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Je Janez Janša izdal pokojnega dr. Jožeta Pučnika? Pri reviji Reporter že mislijo tako, saj so temu posvetili celo tematsko številko. Kar zadeva politično ideologijo, Janša Pučnika praktično izdaja že 29 let, kar vodi stranko in jo je iz socialno-demokratske popeljal v desno od evropske zmerne desnice. Kar pa zadeva izdajo na osebni ravni, pa je Janša praktično žrtev in ne izdajalec. Izdala ga je bivša partija, ko ga je izključila. Izdal ga je Demos, ko ga ni postavil za šefa. Izdal ga je Damir Črnčec, izdal ga je Tone Krkovič. Ampak po vsaki izdaji se zdi samo še močnejši. Le kdo ga bo izdal naslednji? Sedaj pa se lotimo 65. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo ali kaj bo odločil oziroma kaj bo odločilo volitve, kako se zmaguje na volitvah in zakaj. Takole veselo ali pa tudi ne je bilo po zadnjih volitvah, ki jih je leta 2018 prepričljivo dobil SDS. Kako bo tokrat in zakaj, nam bosta povedala naš posebni gost in mednarodno najbolj priznani slovenski strokovnjak za komuniciranje dr. Dejan Verčič in naš stalni komentator, politolog dr. Igor Lukšič. Dobrodošla. Dobro večer. Dobro večer. Dejan, če midva začneva, približno 100 dni je še do volitev. Če bi danes prišel nekdo k tebi, pa bi rekel, da ima 100 dni časa, kaj bi se dalo s komuniciranjem spremeniti? So karte že razdeljene ali je to zdaj odločilnih 100 dni, ki je pred nami, ko se bo odločalo o tem, kdo bo zmagovalec volitev? No, najprej se velja vprašati, kaj sploh pomeni zmagati na volitvah. Med temi kandidati, ki v Sloveniji nastopajo, je odgovor na to vprašanje različen za vsakega posebej. Do nekje kakšnega meseca nazaj je bilo popolnoma jasno, da je najverjetnejši zmagovalec Janez Janša z SDS-om. Absolutni zmagovalec, ki pa verjetno potem, se pravi relativni zmagovalec, ki dobi največ glasov, vendar ima potem problem sestaviti vlado. Podobno kot na prejšnjih volitvah. Tako je. Ja. Zdaj, in po prejšnjih volitvah smo lahko gledali celo serijo ljudi, ki so bili prepričani, da so zmagali. Na koncu je nekdo, ki ni zmagal na volitvah, potem formiral vlado zaradi tega, ker je bil sposoben sestaviti večino. Zdaj, za letošnje volitve se odpira nekaj zelo zanimivih vprašanj. Namreč, prvič, ali je možno, da SDS z Janezom Janšo sploh niti relativno ne zmaga na teh volitvah, če pride do nekega formiranja levo-sredinskega bloka, ki se zdaj celo kaže v dveh različnih opcijah. Eno je odprl bivši predsednik Kučan zdaj, ki pravzaprav pravi, da je treba ustaviti simptome fašizma v Sloveniji in se zaradi tega mora vse, kar je levo od recimo NSI-ja, mora poenotiti in iti skupaj boj. V tem primeru bi seveda lahko našli nekega kandidata, ker zaenkrat še ne vemo sploh, kdo so kandidati na tej strani za prihodnjega morebitnega predsednika vlade. Na drugi strani imamo pa to možnost, da pride do vstopa neke nove sredinske stranke, ki bi se formirala okoli Goloba, Vesela, Zorčiča, in verjetno še koga, ki bi prišel tukaj zraven, kjer se pa potem odnos med to novo formacijo in KUL-om odpira. Zdaj, kdo tu gre na kakšno zmago, kaj bi kaj pomenilo, je zelo odprto vprašanje. Kar pa je jasno že v tem trenutku, se mi pa zdi, je to, da bo o zmagovalcu v resnici odločala udeležba. In dve neznanki te udeležbe sta. Ena neznanka so mladi, kjer vidimo, da to gibanje, ki ga je sprožila Nika Kovač ob referendumu za vodo, se reaktivira in absolutno poskuša to isto množico pripraviti, da bi prišla na volitve, kar bi verjetno povzročilo resne težave za SDS in Janeza Janšo. Na drugi strani pa zelo zanimiva mobilizacija tudi neke ženske skupine, ki se formira okoli Nataše Pirc Musar, Marte Kos in
še cela serija se jih je tam zdaj aktivirala, ki znajo pravzaprav pomeniti dodatno aktivacijo nekih vplivnic, ki bi tudi lahko vplivali na to, koliko ljudi bi predvsem šlo voliti. Tako da ta parameter volilne udeležbe bo po moje tisti, ki bo najbolj vplival na to, kar se dogaja, in tukaj pa je seveda komuniciranje zelo pomembno, tako z ene kot z druge strani. Z ene strani umirjanja ljudi, skratka, ni nobenega razloga, da bi šli prav posebej voliti, ne, če bo lepo vreme, pejte raje na vikend ali pa kaj podobnega. In na drugi strani to gre za usodne volitve, to so zadnje volitve, na katerih še lahko ustavimo te strašne mračne sile, zato morate vsi priti voliti, tudi tisti, ki nikoli niste volili. In to je zgodba, ki jo bomo recimo naslednjih 3 mesecih zdaj poslušali. Igor, koliko se je spremenilo na splošno pri volitvah, če recimo 100 dni do volitev je favorit stranka, saj za drugo mesto, če že ne za prvo, ki je sploh še ni? Bistveno ne. Podobno je bilo s Cerarjem. Mi smo imeli 2014 evropske volitve, njega še ni bilo, oziroma je nastopil samo javno kot persona. Stranka se je ustanovila še kasneje, kot en dober mesec pred volitvami. Tako da zato je gotov še čas. In to gotovo na nek način bo naredil. To, kar je Dejan povedal, je pravzaprav ta paleta razmisleka. Se pravi, ko se pogovarjamo o zmagi, kaj pravzaprav je to zmaga, ali to vodi tudi v sestavo vlade, ali hoče imeti ta, ki bo zmagal, samo močnejšo pozicijo, kot je imel predtem. Zdaj, ta močnejša pozicija se ne meri nujno samo v odstotkih, ki jih nekdo dobi na volitvah, ampak se meri tudi potem, ali gre v vlado in koliko močan je v vladi. Recimo videli smo, stranka Levica je bila tako močna, da ni ji bilo treba iti v vlado, in hkrati je bila ta glasovalni del, ki je bil pomemben, in potem, ko je odpovedala, na nek način tudi Šarca prisila k temu, da je na koncu odstopil. Se pravi, zdaj, če ti zmagaš s takimi partnerji, za katere se že vnaprej ve, da ne bojo skozi tabo, zlasti pa v ključnih momentih, potem je to en drug tip zmage kot tisti, kjer ti lahko sestaviš neko trdno, močno koalicijo, za katero vsaj približno lahko v začetku vsaj upaš, da bi zdržala lahko 4 leta. Tako da tle je cel kup stvari, ki so odprte, izkušnje imamo, vemo, kaj gre skupaj, kaj ne gre skupaj, za koliko časa gre kaj skupaj. Ta strankarska logika ima svoje zakonitosti, to tudi tisti, ki tega ni vedel, je lahko videl pri Šarčevi vladi, kako to deluje. Tako da bo res, tako kot je Dejan rekel, lahko zmagovalcev ogromno, Slovenija bo imela pa težave z vlado. Se pravi, to, kar imamo že zdaj. Ampak, Dejan, če recimo je, kot oba na nek način pravita, so nekako konture znane, oziroma ni prvič, da se nam to dogaja, da se pojavljajo nove stranke pred volitvami, so takoj favoriti in tako naprej, je mogoče en element, ki vendarle je drugačen na teh volitvah, kot mogoče na kakšnih prejšnjih, ali pa saj prejšnjih 2, da je zdaj ponovno Janez Janša gre na volitve kot predsednik vlade. Se pravi, na zadnje je to šel leta 2008, tiste volitve je izgubil, je zdaj njegova pozicija močnejša kot takrat, šibkejša, je to za njega plus ali minus po tvoje, da je recimo predsednik vlade, ki gre na volitve? Mislim, da je s kartami, ki jih je imel na razpolago, zelo dobro odigral te svoje 2 leti, tako da njegova pozicija stališča, njegovega nastopa niti slučajno ni slaba. In pričakovati je, da bo svoje odstotke relativno lahko ubranil. Vprašanje je, ali bo druga stran sposobna premagati njega. Skratka, situacija v tem trenutku je takšna, da sredina in kar je levo od sredine volitve lahko dobi ali pa premaga samega sebe. SDS je relativno stabilna stranka. Zabavno je tudi, če v tem trenutku pogledamo, kaj se okoli nas dogaja, lahko opazimo, vsaj jaz tako opažam, da samo 3 stranke resno delajo že pred volilno kampanjo in to že nekaj časa. In to je SDS, to je NSI in to je Aleksandra Pivec.
To so edini trije resni igralci, ki nastopajo tako, kot da se pripravljajo na volitve. Se opravičujem, vsi ostali se še vedno malo sprehajajo, se vohavajo, pa ne vejo, kako bi se postavili, kaj bi obljubili. Imamo sicer neke programe, ampak s temi programi vemo, kako je. Volilnih kampanj v resnici pa v tem trenutku ne vidimo. Zelo zabaven problem, ki je seveda s tem povezan, je, da je velik del levice relativno obubožan, še posebno SD. Njim realno manjka denarja za to, da bi lahko neko pošteno kampanjo v tem trenutku izvajali. Ampak to pomanjkanje kaže na to, pravzaprav, kako etablirane stranke, te, ki so recimo v KUL-u v tem trenutku, enostavno nimajo neke niti volje. Če hočeš zmagati na volitvah, moraš imeti nek voljo, moraš imeti nek politični eros, mora ti biti do tega, da boš zmagal. Ti se pa vsi nekako tako postavljajo, pa bomo šli, pa bomo se imeli radi, pa bomo skupaj šli, pa se bomo pol zmenili, kdo bo predsednik vlade, če bomo zmagali. Na ta način se volitev enostavno ne da zmagati. In z tega stališča je bil pojav Goloba neke vrste obljuba nekoga, ki je prišel, pa je začel mahati, pa je rekel, z odločnim glasom povedal, da nekaj želi, je sklical svojo tribuno, povedal, da je nezadovoljen s tem, kar je in da hoče nekaj drugačnega, in ljudje so seveda takoj na to odreagirali. Te volitve so tako kot že nekaj volitev do sedaj v resnici samo referendum o Janezu Janši. Namreč, če dobro pogledamo, vsebine sploh ni. Mi v tem do sedaj, pa zdaj mi lahko kdo reče, ja, ampak se bo vse skupaj začelo šele februarja. Ni res, rekel, na volitve se treba malo prej začeti pripravljati. Vsebine, s katero bi kdo prišel in ljudem razložil, mi želimo 1, 2, 3 in zato menimo, da bi mi morali sestaviti naslednjo vlado, tega skoraj da ni. Ja. To je velik problem. Da jim zdaj damo malo časa, pa gremo na oglase, pa mogoče se kdo pojavi po oglasih, tako da ne bomo iti gledalke, gledalci, se vrnemo v kratkem, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo ali kaj odloča oziroma bo odločilo naslednje volitve. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Dejan Verčič in dr. Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo ali kaj odloča o zmagi na volitvah. Igor, da izkoristimo priložnost, ti si v bistvu insider, ki je outsider, tu zdaj pri nas v oddaji. Zdaj, Dejan je rekel v prvem delu oddaje, pač handicap socialnih demokratov je, da nimajo pač financ, da je stranka v slabem finančnem stanju. Rekel je tudi, da trenutno se grejo to pravo kampanjo samo pač 3 stranke, če se prav spomnim, SDS, NSI pa Aleksandar Privec, ostali še ne. Kaj se zdaj dogaja? Je ta KUL res, kot se zdaj kaže, evtanaziral to anti-Janšo opozicijo do te mere, da skoraj nimajo več druge možnosti, kot da se priklonijo Robertu Golobu, ali še vedno lahko pač pokažejo zobe? Ja, oni so se med sabo tukaj zavezali, s tem, ko so se obvezali drug do drugega, so se v resnici zavezali, da bi vsak naredil bistveno več, kot zdaj lahko naredijo skupaj. Stranke, ki imajo neko tradicijo in so parlamentarne stranke, morajo iti same na volitve in potem na polno. In tisto se mi zdi ena pomembna stvar, ki jo je Dejan prej izpostavil, volja. Volja do zmage. Ta volja do zmage ti da neko energijo za to, da ti lahko tudi ljudi za sabo potegneš. Ti ne moreš ljudi nekako prelisičiti, da že s tem, ko si kandidat za predsednika vlade, tako formalno oznanjen, da že ti dejansko misliš, da bi bil predsednik vlade, se pravi, ljudje te enostavno ne verjamejo. In tle ti nobena komunikacija in noben komunikator ne pomaga, če tega nimaš. Če tega nimaš, potem tudi ne moreš pokazati in jasno se ljudje ne priključujejo. Tako da to je nekaj, kar vsem tem 4 manjka in računajo, da bojo to nadoknadili s tem, da bojo vsi skupaj nastopali. Mi pa vemo, da oni 4 so že nastopali skupaj
da so eno priložnost že zamučili in namesto, da bi iz te izkušnje izhajali in raje pustili, da grejo v kampanjo vsak po svoje, vsak iskati neko bazen na polno z neko močno voljo, kjer bi vsak lahko povedal, kaj je njegova ambicija, ali je ambicija, da samo sestavi vlado, oziroma je v vladi, ali celo, da je predsednik oziroma predsednica vlade. To bi že bilo bistveno bolj en tak resni zastavek. Zdaj pa preveč begajo, ne, kaj bi, in potem vsak, ki vstopa v igro, jih popolnoma zmede, ne, in eni potem govorijo, da to tako zelo premeša karte, da potem oni niso več zraven, oziroma je jasno, da vsak nov akter, prišlek, vse karte na novo premeša. Tako da, dokler se bojo tile pojavljali in se ne bojo razvrstili znotraj teh že obstoječih grupacij in strank, toliko časa bojo stvari dosti nejasne in v resnici dajejo prednost tistemu, ki pride na novo, ne? Ker ta lahko takoj potegne energijo. Mi vemo, da v Sloveniji, zlasti tle na levi sredini, je žar volivcev zmeraj s tistim, ki ima manjšo kilometrino politično, ne. Tako da tle Golob gotovo ima šanso, ker je ta zadnji prišel v igro. Bomo videli, če se bo še kakšen pojavil, ne. Dejan je to govoril o dveh ženskah, ki pa tudi že imata neko ime in s tem tudi neko odbojnost, ne. Golobova sreča je to, da se ga noben ne spomni ali pa nikoli ni na polno v politiki deloval. Tako da političnih ali pa te politične odbojnosti nima, ne. Pričesko ima tako, da je relativno zakrit, ne, čeprav deluje zdaj v ospredju, prej pa mogoče bolj v ozadju. Dejan, zdaj, če se malo še dotaknemo tega KUL-a, ne, zdaj, če to primerjamo z neko vlakovno kompozicijo, je zelo zahtevno. Imamo veliko lokomotiv, praktično nobenega vagona. Zdaj ena bivša predsednica vlade, še en bivši predsednik vlade, ena, ki je recimo vsaj v besedah kandidatka za predsednico vlade, pa Luka Mesec, ki nekako si ne predstavljamo Levico v vladi, razen če bi jo sama vodila, pa še takrat potem kogarkoli drugega z njimi težko. Koliko je tu ta personalna sestava tudi ovira, da bi oni lahko se šli nek enakopraven nastop na volitvah? Najhujša situacija, do katere lahko pridemo, je, da bi iz volitev prišli z množico približno enako močnih strank, ne, med katerimi nobena ne bi mogla dominirati in prevzeti neko vodilno vlogo in formirati stabilno vlado. Zdaj celo vzemimo situacijo, Goloba za trenutek umaknemo, je še na strehi. Ja. Imamo na eni strani Janeza Janšo, SDS, relativno zmaga na volitvah, ne uspe formirati vlade, zato ker strank, ki bi šle z njim, recimo v trenutku ni dovolj. Na drugi strani spet dobimo podobno situacijo, kot smo imeli v Šarčevi vladi, ena serija malih strank, pri katerih imamo zelo zapleteno situacijo za nas kot državljane in kot volivce, namreč vsak izmed voditeljev v teh strankah je zelo zadovoljen s svojim položajem. Ne? In mu je več vredno 5, 6, 7 ali pa 10% glasov in bivanje nekje blizu vlade, po možnosti vladi, ampak ne, že 6 je več kot dovolj. Ja. Raje kot pa imeti eno močno stranko, ki bi resno zmagala na volitvah, formirala stabilno vlado, ti bi pa bil drugi ali pa tretji človek v vladajoči stranki. Ne? In te osebne kalkulacije voditeljev, ki pravzaprav na nek način hkrati premišljajo tudi svoje pozicije, ne samo svojih strank in pa države kot celote, absolutno vpliva na to, kar se dogaja. Jaz celo mislim, da KUL nikoli ni bil resno mišljen kot predvolilna koalicija. Čisto slučajno se je zdaj znašel v tej situaciji. KUL je bil v resnici ustanovljen zato, da v obstoječem sklicu državnega zbora poskuša spodnesti vlado Janeza Janše. In to so na začetku poskušali, celo verjeli, da jim bo to uspelo, vlagali vse možne igrice, ki so jim padle na pamet, in na koncu so zelo razočarani ugotovili, da tega ne znajo narediti.
Ker Janez Janša, za razliko od njih, zna šteti do 46. Če gledate še zadnje zaplete, ki so se dogajali pri volitvi tudi ustavnega sodnika, potem odbori, ki so se tukaj dogajali, kako so ta glasovanja potekali, kako so člani KUL-a pravzaprav lastne predloge in lastne scenarije rušili, ne da bi 2 koraka naprej razmišljali o tem, kaj počnejo. Vse to kaže na to, da ta združba v resnici ni združba, ki bi šla na volitve po zmago. Ne? Tu nekaj manjka. Je pa še ena zadeva. Ne? Rekel sem, da je Golob na strehi zato, ker zaenkrat on še ni rekel, da gre na volitve v smislu. Jaz imam stranko, to je stranka, to so moji ključni ljudje in to so ključne točke, s katerimi grem. Ampak zakaj on to lahko naredi in zelo verjetno uspešno naredi, to, kar je Igor začel razvijati misel. On ni samo nov kandidat. On bo realno lahko nastopal kot anti-establishment kandidat. Se pravi, ta neka nova sila, če bo nastala in če bo šla na volitve, bo šla enako proti SDS-u, kot bo šla proti KUL-u, čeprav se bo mogoče z njimi družila. Ampak volivci jo bojo imeli kot, to so tisti, ki niso zdaj na oblasti, te oblasti, ki jo pa sestavljata pozicija in opozicija, pa mi ne maramo. Ne? In zato hočemo nekoga novega. In to je to večno iskanje nekoga novega v teh političnih razmerah, v katerih ni nikomur jasno, kaj se pravzaprav dogaja. Ne? Nočemo več tega, želimo nekaj novega, ne vemo kaj novega. Kdorkoli pride in deluje verodostojno, bomo raje poskusili tega novega, kot pa delujemo s temi, ki jih imamo zdaj. Igor, tukaj je tudi Dejan že omenil 2-krat, ne? Res se zdi, sploh na podlagi aktualnega mandata, da vsi, ki so v parlamentu, so tako rekoč zmagovalci, še najmanj je pa zmagovalec tisti, ki vlado vodi. Ne? Se pravi, Marjan Šarec je odstopil, Janez Janša v bistvu moral tudi se blazno potruditi, vse svoje izkušnje in tako naprej, pač, kar ima politično kilometrino, uporabiti za to, da recimo bo dočakal te volitve, ne? Za katere predsednik republike pravi, da jih bo razpisal na prvi možen datum. Kako smo mi prišli v to situacijo, da zdaj dejansko pač v bistvu vsaka poslanska skupina v parlamentu je očitno entiteta zase in lahko računa na najmanj polovico mandata 4-letnega, da bo v vladi, ne? Če pa je dosti spretna, je pa lahko pač vsa 4 leta, se pravi v 2 različnih vladah. Ja, to je res ena taka slovenska nestabilna situacija, ne, kjer je, a veš, tudi ta volilni sistem oziroma to, kaj pravzaprav se dogaja v slovenskem političnem telesu. Mi imamo prepričanje ljudi, ki mislijo, da so stranke absolutno odvečen moment, ne, in da bi moral poslanec biti sam na svojo vest vezan. In zdaj tisti poslanci, ki to resno vzamejo sred mandata, ne, se jim zdi, da je stranka odveč. Ne. Imaš potem še to, kar je stranka, pa poslanska skupina, kot je primer Desusa, popolnoma ločeno. Ne. Potem imaš ene, ki ustanavljajo čisto svoje poslanske skupine. In to se nam pri 90 poslancih, pa recimo, če 2 vzamemo stran, ki sta menšince, ne, 88 se jih kar naprej nekaj pregrupirava. In to je od prvih volitev. Ne. Se tako je Demos razpadel, tako smo imeli že po 2 letih konstruktivno nezaupanco, poskuse in tako naprej. Se pravi, Slovenci zelo težko zdržijo neko politično, dolgoročno pozicijo. In to je en velik problem, ne, da to nobena vlada oziroma noben mandat razen onega Janševega nismo do konca zdržali, tudi Cerarjev recimo je bil skoraj do konca, ampak nekako malo pristrižen. Ne. In jaz ne vidim upa zmage tukaj. Zaradi tega, ker ljudje, ki pridejo z ulice v parlament in se recimo potem, ko zmagajo na volitve, ne, kot je bilo, so karikirali primer Cerarja, da se potem je imel spoznavni večer s svojimi poslanci izvoljenimi, ne. Se pravi, dejansko ti ne moreš poznati, tudi Golob, če bo ustanovil svojo stranko, bo dobil neke poslance noter, jih ne bo mogel poznati. Predvsem pa ne bo vedel, kaj so njihove politične pozicije, kaj so njihove sploh sposobnosti, kako z njimi delati, zato da bo lahko parlament funkcioniral.
Ti si imel, Simona Kustec je bila šefica poslanske skupine SMC, je bila prvič v parlamentu. Predsednik državnega zbora je bil prvič v parlamentu. Se spomnim, ko smo mi bili, je Pahor zahteval, da je predsednik parlamenta nekdo, ki je že bil par mandatov. Se pravi, si mogel imeti neke ljudi, ki so izkušeni, ki znajo delati. Ampak tega spet ne bo. Tudi v naslednjem mandatu izgleda, da tega ne bo, bo precej teh novo prišljekov in zaradi tega je nemogoče imeti stabilno vlado. In tega se ljudje enostavno ne zavedajo. Ta apolitični sentiment v Sloveniji je tako zelo močan, da je potem tudi astrankarski ali pa celo protistrankarski in mislijo, da če ljudje ne bi bili na nič navezani, če ne bi bilo nobenega kolektivnega premisleka, da bi bilo to najboljše. Ampak to bi bila šele katastrofa, ker bi vsak mislil svojo glavo, vsak bi streljal svojo tarčo in mi bi imeli namesto parlamenta, ki je sposoben oblikovati večino ob ključnih zadevah. Ena od stvari je, ko se sestavlja vlado, druga, ko se sprejema budžet in tako naprej. Če ne bi imel tle neke saj približno jasnih kontur, kaj je ta večina, potem ti država razpade pri živem telesu. Dejan, ti si tudi pomagal soustanavljati to državo. Zakaj smo recimo v relativno kratkem obdobju, v narekovajih, za nas dolgo, za kakšno drugo državo, ki je tu že par stolet, pa kratkem obdobju 3 desetletij prišli situacije, ko smo si krčevito prizadevali za večstrankarski parlamentarni sistem, zdaj pa nekako bi najraje te stranke spakirali pa jih poslali nekam z enosmerno vozovnico. To je zelo zanimivo vprašanje, ki kaže po eni strani, da sentiment dolgoletnega življenja v nestrankarskem sistemu vendarle je pri mnogih ljudeh preživel. Drugo pa je to popolno nerazumevanje, kako sodobne države delujejo, kar je Igor začel razlagati. Brez strank ni mogoče preveriti ljudi. Spomnimo se, pri nas ni problem samo, da pridejo stranke v parlament in celo v vlado in se ljudje ne poznajo med seboj, pa celo predsedniki ne vedo, koga vse so pripeljali s seboj. Spomnimo se, da pri nas praktično vsaka vlada, ko nastane 2-3 ministri, morajo relativno hitro oditi, zato ker predsednik, ko jih je predlagal za člane vlade, ni vedel, kdo so in potem se odkrije, ali nimajo izobrazbe, ali so naredili to, ali so naredili ono. To pri ljudeh, ki imajo neko kilometrino, ki so jih uspele in stranke, pa konec koncev tudi mediji skozi leta preveriti, se to seveda ne zgodi. Stranke imajo pomembno socializacijsko vlogo med drugim. Druga pomembna zadeva je, Slovenija bi potrebovala nekaj temeljitih družbenih reform. Že več kot 10 let zaostajamo zdravstveno reformo, pokojninsko reformo. Pri prometni politiki smo civilizacijsko že zaostali za razvito Evropo, če pogledamo stanje na področju potniškega železniškega prometa. Mi se prevažamo slabše kot v času Marije Terezije, medtem ko se v razviti Evropi vozijo 300 km na uro v udobnih vlakih in tako naprej. In seveda zdaj, če pride neka nova ekipa, ki mora čez noč nekaj narediti, kako naj ima razvite strategije za takšne reforme v 14 dnevih? Ali pa v enem mesecu, ali pa v 3 mesecih. Samo neke stranke, ki so dovolj stabilne, ki imajo dovolj tudi intelektualne moči, ki so tudi dovolj konec koncev razmrežene po celi državi, da lahko neke interese znotraj sebe tudi usklajujejo, so to sposobne narediti. Razočaranje, ki se pa je pri nas zgodilo, je pa enostavno posledica tega, da mi že vsaj 10 let najmanj, pravzaprav nimamo vlad sploh. Mi menjavamo vlade vsaki 2 leti približno, to je kot spodnjice so pri nas vlade. Hitro se menjavajo, nič ne naredijo, ker enostavno v 2 letih zelo malo lahko narediš, zato poskušajo na hitro pač svoje ljudi imenovati, kamorkoli se že na hitro da in to je skoraj da vse, kar uspejo narediti. In ljudje čutijo, da mi v neki situaciji, v kateri se nahaja in Evropa in svet, in to je neka zelo prelomna doba, ki jo v tem trenutku živimo. Nihče ne ve, kako bo ta Evropa izgledala recimo čez 10 let, ali bo sploh še takšna, kot je danes, ali opcija, v kateri resno Nemci in Francozi razmišljajo, da naredijo suvereno Evropo, kjer se bodo pač izvedli strateško avtonomijo, v katero bodo povabili samo države,
ki se z njimi strinjajo, kar lahko pomeni, naredili bodo ožjo Evropo, zdaj pa če mi imamo probleme s tem, hvala lepa, nasvidenje, pa ostanite zunaj. Ne? Mi se o tem sploh ne pogovarjamo zares. Dobene razprave o tem ni v Sloveniji. Mi imamo krizo, mi imamo pandemijo, ki je razkrila vse težave zdravstvenega sistema, ki se začnejo s tem, da enostavno mi fizično nimamo zdravnikov in medicinskih sester dovolj, da bi lahko ta sistem deloval. In to je stvar, ki je ni mogoče čez noč rešiti. Pa se nihče v resnici sistematično s tem ne ukvarja, nima neke vizije. Ne? Skratka, hude zadeve se nam dogajajo in ljudje čutijo, da se te hude zadeve dogajajo, imamo parlament, imamo stranke, imamo vlade, rezultata nekega pravega v tem pa ni. In jaz mislim, da je del tega razočaranja zelo podoben, in tega me je pa strah, razočaranju, ki smo ga v Evropi lahko gledali v 20 letih prejšnjega stoletja. Ne? Sistem ne deluje, ljudje temu rečejo. Ne? Skratka, mi tega si več ne želimo. Skratka, imamo stranke, 30 let smo v demokraciji parlamentarni, nič nismo dobili, ali pa ta zadeva ne deluje. Ljudje se ne ukvarjajo kaj preveč statistiko, pa gledajo, kakšni so bili dohodki, pa kaj se v tem vse pozitivnega dobilo. Osebno doživetje je, stanje ni dobro, moji otroci, če bo šlo tako naprej, bojo pa živeli slabše, kot sem živel jaz. In to si nihče ne želi. Zdaj, Igor, tukaj je zdaj Dejan izpostavil na nek način. Ne? Zdaj, prejšnje vlade so tudi recimo stale pa padle na kakšnih reformah, recimo Pahorjeva vlada, vemo, na trojnem referendumu ali pa na pokojninski reformi recimo in tako naprej. Zdaj, zgleda, da so se politične sile naučile, ne? Da v reformah ne smeš nič govoriti, kaj se jih hit, ne? Najbolj pomembno je pač, kdo je na oblasti in to je edino, kar je pomembno. A danes lahko sploh nekdo pride pa odpre ta vprašanja, o katerih je govoril Dejan in računa, da bo dobil neko podporo na volitvah? Ja, danes bi se bilo treba reform drugače lotiti. Ne moreš priti na volitve z reformo, ker potem ne boš niti v parlament prišel. Zlasti ne kakšno tako, o katerih je Dejan govoril. Recimo, po drugi strani pa vsi govorijo o tem, da bi bilo treba zdravstveni sistem reformirati, ampak tisto, kar je ključno, je seveda pomanjkanje osebja tam. Kadra, ja. Kadra, ampak tam se da tudi reševati, recimo z migracijskimi zgodbami in tako naprej, bi se dalo. Problem je, da smo mi intelektualno obubožali. Intelektualno v tem smislu, da poglej, mi smo intelektualce nagnali, da se grebejo za neke točke in so izločeni iz premišljanja javnih zadev. To, o čemer je Dejan govoril, enostavno ni debate o tem, kaj se v svetu dogaja. Mi imamo samo neko zgražanje na tem, kar počne Janša, ko nas skupaj z Orbanom, Vučićem vleče v nek krog, ki veliki večini izgleda ni všeč, oziroma tudi tam ni nobenega intelektualnega izziva. Človek, ki razmišlja svobodomiselno, ki hoče Slovenijo pozicionirati sredi najbolj propulzivnih tokov v tem svetu, se mu ta usmeritev ne zdi niti malo ambiciozna oziroma žgečkljiva, da bi se v tej smeri angažiral. Tam, ker bi se bilo treba angažirati, ker bi bilo treba pogledati, kaj so zdaj glavni izzivi tega sveta. Recimo, zakaj in kako to, kakšna je pozicija Slovenije recimo v tej stopnji koncentracije kapitala. Ne? V letu 2020 je bilo približno iz 700 na 2700 novih milijarderjev. Se pravi, kaj se v svetu dogaja? Ena koncentracija kapitala. Kje smo mi? Ali je možno, da mi participiramo pri teh zelo močnih trendih? Kako lahko participiramo? Samo z navezavo na to, da čakamo, kaj nam bojo odmerili Nemci, Italijani ali pa mogoče še Francozi, ali se bomo kaj angažirali, ali bomo sploh pogledali, kakšne so naše opcije. Slovenija je zmeraj naredila najboljše korake zase, za svoje pozicioniranje, ali pa recimo to ljudje na Slovenskem, ko so se njihovi najboljši intelektualno-politični ljudje, ko so znali oceniti, 1848 so znali oceniti, da je za nas boljš podpreti Habsburško monarhijo kot združitev Nemčije. In so imeli oceno celo o tem, zakaj bi bilo to za Slovence pogubno. Leta 14 oziroma 18 so znali oceniti, da je pa treba iti od Habsburgije stran,
In leta 1941 so znali oceniti, da je treba iti v to zavezništvo, ZDA, Velika Britanija, Francija, Sovjetska zveza. Ne, leta 90-91 smo znali oceniti, da je treba iti iz Jugoslavije ven in izkoristiti ta moment, to odprto okno. Zdaj se mi pa zdi, da enostavno to ni issue. To se nam zdi, da bo že kako, živimo sorazmerno dobro, res da relativno praviloma zgubljamo, neke blazne ambicije noben ne razvija, da bi bilo vsem nekaj boljš. In znotraj tega imamo potem tudi temu primerne stranke. Se pravi, ljudi, ki jih ne zanima usoda in repozicioniranje države, ampak samo to, kaj bo kdo dobil na naslednjih volitvah. Dejan, kaj bo zdaj se iz vsega tega, kar smo danes povedali, še dogajalo, ali pa kaj se lahko dogaja do 24. aprila? Nekaj časa se bojo dvigovali se bojo vetrovi čustev, ki bodo poskušali prvo polarizirati celo situacijo. To je že očitno, da trenutno smo v neki situaciji, kjer imamo staro zgodbo. Fašiste in komuniste, ki se med sabo odmetavajo in da je treba ene in druge ustaviti. Zdaj, ta zadeva bo relativno hitro postala dolgočasna, če bo se v igro vključil še kak nov igralec, na kar bo zanimivo gledati, kako se bodo tako na levi kot na desni strani začeli med seboj obnašati različni voditelji strank. Zaradi tega, ker če pride do prevelike polarizacije, to tudi že vemo, to pomeni, da bo SDS pobrala večino desnih glasov in ogroža praktično vse, ki so proti sredini od nje. Se pravi, to ogroža pozicijo NSI-ja recimo v tem trenutku. Isto se lahko zgodi na levi. Če pride do prevelike polarizacije, je samo vprašanje, kdo bo potem prevzel vlogo nekega hegemona na levi strani, oziroma obstaja možnost, da sredina enostavno pobaše velik del levih glasov, mogoče celo desnih glasov. Temperatura bo pa v Sloveniji rasla in medijska situacija bo postala relativno nemogoče za spremljati, po moje celo v prihodnjih mesecih, zaradi tega, ker ob pomanjkanju političnih vsebin, ki same po sebi dvigujejo potrebo po personalizaciji politike, ker bomo videli, mi se pogovarjamo samo še o imenih. Imamo Janšo, imamo Tonina, imamo Pivčevo, imamo Goloba, imamo Mesca, skratka, to so vse personalizirane zadeve, kjer se samo še ljudje med seboj spopadajo, kot eni takšni gladiatorji, ki za nas uprezarjajo neke boje, pri čemer ta gladiatorski boj marsikdaj pravzaprav je v resnici ameriški wrestling, kjer gre za mešanico pravih pretepov in odigranih pretepov. In zdaj tukaj pravzaprav razumeti, kaj se zares dogaja in kaj tudi tisti, ki so od odzadaj vpleteni v te igre. Konec koncev, mi podcenjujemo zelo pogostokrat zunanje vplive v slovenske volitve in to, kako se različne stranke postavljajo in kaj v resnici počnejo, in pa tudi lokalnega kapitala, konec koncev, ki je zainteresiran za nekatere izide na koncu, čisto na praktični ravni. V teh dveh vprašanjih pa v kakšni izmed prihodnjih oddaj Faktor, za danes pa dr. Dejan Verčič, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo ali kaj odloča na volitvah, že 669. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj je Bosna in Hercegovina spet kot sod smodnika, ki samo čaka, da eksplodira. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.